Valentin Stanič, alpinist in humanist, ki se je rodil leta 1774 v Bodrežu pri kanalu ob Soči. V njegov spomin krajani kanala tradicionalno prirejajo pohod. Letos je bil že 25. Pohod, ki se začne v Solkanu in konča v kanalu, je pohod spominov in lepih razgledov. Pred 25 leti se je skupina zanesenjakov odločila, da bi bilo lepo, če bi napravili tudi tak bolj resen pohod, posvečen prav Valentinu Staniču. In ker je bil takrat v Gorici, pa v rodnem Bodrežu, smo rekli, so šli na ogledno turo leta 1993 in čez greben Sabotina, potem so se uspeli na najbolj razgledno Korado, kjer si vidiš razgled od celih Julijskih Alp, Karnijskih, v Prealpi, Veneti, Dolomite, Jadransko morje, Furlanija, Goriški kras in na vzhodu Banška planota, pa še Trnovsko hribovje v ozadju. No in odkrili smo, da je to zelo pestra pot, zelo strašno raznolika in so jo osvojili, tako da smo poleg 15. maja 1994 smo izpeljali prvi pohod. Tako da gre zahvala tej skupinici, ki je takrat šla in tako navdušeno, ki je prepotovala to reč, so rekli tako naprej. Da je pa on tudi to hodil, ker ga imenuje po stopinjah Valentina Staniča, je to res, ker pač tako je. On je namreč bil Valentin in na Sabotinu so še zdaj ostanki cerkvice svetega Valentina in on, ko je imel god, je vedno šel iz Stare Gorice, kot kanonik je šel k svetemu Valentinu in tam praznoval svoj god, potem se je pa podal pa tudi še normalno domov. In ker drugače ni znal, avtoštopa ni bilo, takrat je seveda peš v kanal, kot vedno. Bolj taka romarska pot, ker je veliko zanimivosti. Seveda skozi je pa spominjal, da je tu Stanič tudi hodil po tej poti. Pohod je natančno speljan po poti, ki naj bi jo Stanič sam tudi večkrat prehodil. Stanič, ki je bil tudi geodet, se je iz rodnega kanala preselil v Salzburg. Avstrijci ga poznajo predvsem po tem, da je kot prvi izmeril višino najvišjega avstrijskega vrha Großglocknerja. Izmeril pa je tudi najvišji vrh Nemčije, Vacman ter slovenski Triglav. To je naš velik mož, ki je v preteklosti nedvomno prehiteval sebe in čas in svojim sodobnim pogledom je še danes marsikomu za zgled. S čim se je ukvarjal, to so stvari, ki še danes nekomu niso jasne, pa so njemu 200 let nazaj bile. Vsi ti pohodi, vsi ti druženje, delo z otroci, skrb za ranljive skupine, rečemo danes. To je bilo že takrat njemu jasno. Tako da mi smo izredno ponosni, da izvira iz naših krajev in mislim, da smo mu dolžni narediti vsaj enkrat letno ta pohod. Občinska proslava je vedno na datum, ki je z njim povezan. Obujamo spomine, kar je prav. Mislim, da to je tisto, kar je bistvo. S tem se ohranja tudi dediščina, ki jo je Stanič zapustil. To je zelo bogata dediščina. Ne samo planinska. Danes Slovenci poznamo bolj kot planinsko dejavnost njegovo, ne? Ampak še več je pa vredna humanistična, ki je bila v skrbi za gluhe in za živali. Zaščito živali. Oboje je to zelo pomembno in vedno aktualno, še danes. Valentin Stanič je pomemben pečat pustil tudi v življenju gluhih. Za njih je kot prvi na Slovenskem v Gorici leta 1840 ustanovil gluhonemnico. Ljubljanska gluhonemnica je nastala leta 1900. Za nas je bil zelo pomemben, ker se je ukvarjal s čim vse se ni ukvarjal, kot sem rekel, ne. Je bil je zdravnik, tiskar, socialni delavec, cepil je ljudi proti črnim kozam s trnom, bil je tudi ustanovitelj društva proti mučenju živali in bil je nasplošno, bil je velik človekoljub. Zato se je tudi ukvarjal praktično z vsem. Vse, kar je koristilo ljudem. Tako je tudi konec njegove poti,
ko se je kot kanonik pojavil v Stari Gorici, je pa posvetil prav gluhonemim, zakaj videl je, s kakšnimi težavami se soočajo, kakšni problemi, in se posvetil in pa tudi načel znanstveno pristop, tako da je začuda, no, zato mi nismo si bili niti svesni, kaj vse je to on opravil, in vse te gluhoneme tudi vodil po okoliških hribovih, po planinah in ustanovil gluhonemnico. To za nas je bil tak velikan. Staniču se bo poklonila tudi Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, ki 23. aprila v prostorih Kinodvora organizira ogled dokumentarnega filma o Valentinu Staniču ter kratko predstavitev zgodovine delovanja gluhih in naglušnih od 15. stoletja dalje.